jaz bi rad kot kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu podprl čezmejno zdravstveno varstvo. Podpiram, da bi v tem primeru slovenski pacienti imeli poenostavljen dostop do zdravstvenih storitev v drugi državi članici in da bi se jim tudi povrnili stroški zdravljenja. Zelo pomembno pa je, da so državljani tudi ustrezno obveščeni, kakšne pravice imajo, če koristijo zdravstvene storitve v drugi državi članici. Bolniki morajo imeti pravico do povrnitve stroškov in to v taki višini, kot so jo deležni doma v Sloveniji. Prav tako pa podpiram tudi rešitev, da bodo pa lahko države članice same odločile, ali bodo krile tudi stroške terapij, bivanja in potovanj. Posebna direktiva je, ki ureja pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Prva obravnava je bila že šla skozi Evropski parlament in druge strukture. Ena prvih nalog, torej novo izvoljene ekipe Evropskega parlamenta je, da bo čim prej to direktivo sprejel in s tem bi se tudi slovenskim bolnikom odprla pot, torej da lahko na podlagi zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji koristijo preventivo in zdravljenje v drugi državi članici. S tem bodo imeli nekaj zelo konkretnega, seveda tudi od Evropske unije. Hvala lepa. Besedo predajam gospod dr. Marti Ciraj, ki pa bo povedala nekaj o kemikalijah oziroma tudi vplivu kemikalij na zdravje ljudi. Izvolite, beseda vaša. Hvala lepa. Jaz bi pa želela povedati, da bom podprla izvajanje regulative REACH. To je ta regulativa, ki bo prinesla izboljšanje kemijske varnosti oziroma zmanjšanje škodljivosti kemikalij za zdravje ljudi in je bila sprejeta v letu 2006. Tudi takrat že je sodelovala Slovenska ljudska stranka, konkretno z ministrom Podobnikom, ki je predlagal eno zelo pomembno začetek postopka za eno zelo pomembno dopolnilo, ki je bistveno pripomoglo, da je potem ta uredba bila sprejeta. To je tako imenovani slovensko-malteški predlog. Sedaj se ta regulativa izvaja in do leta 2018 je predvideno, da bi se proučile vse kemikalije, ki so v prometu. To jih je približno okrog takih, ki bodo šle pod drobnogled, okrog 30.000. In je potrebno podpreti, da bo agencija, ki je bila za to ustanovljena v Helsinkih, lahko delovala po eni strani, kjer bo potrebovala na začetku tudi zagonska sredstva, dokler sami tisti, ki vlagajo dosjeje o kemikalijah, še ne bodo mogli pokriti s pristojbinami, oziroma teh dosjejev še ne bo toliko, da bi bilo to pokrito, potem pa se bo agencija sama financirala. No, torej, Evropski parlament pa odloča o tem podelitvi sredstev in skozi podporo agenciji pri njihovem deležu sredstev lahko naredimo veliko, da bo ta agencija lahko delovala, torej da se bo ta REACH lahko uveljavil. Poleg tega bo treba spremljati v Evropskem parlamentu izvajanje te regulative preko letnega poročila, ki ga mora podajati generalni izvršni direktor, in tako bo parlament lahko tudi vplival na to, če bi slučajno bili kakšni problemi v zastoji pri izvajanju te regulative. Potem drugo, kar se mi zdi pomembno, je podpreti več raziskav na tem področju. In sicer zopet skozi proračun in skozi programe, ki se pripravljajo, ko jih Evropska komisija predlaga, oziroma da se jih celo predlaga. In sicer med take programe, ki jih je treba podpreti, štejem raziskave na področju nanotehnologije, se pravi teh delcev manjših, se pravi 10 na -9 mm, ki jih danes srečujemo že v okolici v svojem življenju, pa so zdravstveno premalo proučeni. Potem glede motilcev hormonskega sistema, ki med drugim lahko vplivajo tudi na plodnost, tudi tukaj je potrebnih več raziskav.
in pa seveda tudi lahko povzročajo razne bolezni. Potem potrebno je podpreti raziskave koktejlov kemikalij, se pravi takih kemikalij, ki jih dnevno prijemamo v naše telo na tak ali na drugačen način, preko hrane ali okolja, in jih je potrebno bolj proučiti. Potem vprašanje tudi sledenja kontaminantov v človeških organizmih in pa v drugih organizmih, tako imenovani biomonitoring, je potrebno tudi na ravni Evropske unije podpreti. Slovenija je ena izmed 2 držav, ki ima to področje zakonsko urejeno, biomonitoring, in zelo zaželjeno bi bilo, da bi tako bilo urejeno tudi v drugih delih Evrope, se pravi zakonsko urejeno, področje biomonitoringa, ker skozi to se potem lahko ugotavlja tudi kontaminiranost okolja in ustrezni temu se lahko potem izvajajo ukrepi. Želela bi poudariti še to, da bi mogoče ena izmed naših dosedanjih dejavnosti na mednarodnem področju, na nacionalnem, kakor tudi na mednarodnem področju, bila razvidna skozi to, da je Slovenija prejela srebrno priznanje za področje kemijske varnosti. Več o tem je napisano na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve in tudi tukaj je bila naša stranka vse skozi že aktivna, da ima delček teh zaslug za to priznanje tudi lahko si pripiše. Hvala lepa. Besedo pa ponovno predam gospodu Janezu Podobniku, ki bo podal v zaključku novinarske konference še komentar na dosedanji potek volilne kampanje za volitve v Evropski parlament v Sloveniji. Izvolite. Hvala lepa, Lela. Prav obe temi, ki so jo skupaj doticirajo odprla, tista vsebinski tem, se dotikata konkretnega državljana in državljanke Evropske unije, njene kvalitete življenja ali zdravja ali kemijske varnosti, kaže na to, da se je v dosedanjem poteku kampanje pokazalo, da zelo težko pridobiš medijsko in siceršno pozornost, če odpiraš pomembna vsebinska področja, ki so sestavni del dela Evropskega parlamenta, ampak ti bistveno bolj uspe, če stvari odpiraš po ideološki liniji. Samo opažam v dosedanjih slabih 14 dneh kampanje še drug paradoks, da predvsem nekateri nosilci list popolnoma napačno prenašajo nacionalni model delovanja parlamenta na Evropski parlament. Nacionalni parlamenti, Slovenski državni zbor ima opozicijo in pozicijo. Evropski parlament nima opozicije. V Evropskem parlamentu vse politične skupine skupaj sprejemajo najboljše odločitve. In je popolnoma napačna interpretacija, kot slišim, da je potrebno, da naj volivci večinsko ljudsko opcijo zamenijo socialistično. Ker v Evropskem parlamentu nima nobena politična skupina večine, ampak tako socialisti, krščansko-ljudska skupina, pa liberalci, to spet je največji, skupaj z ostalimi praviloma v zapletenem postopku na koncu s večjim konsenzom sprejemajo odločitve. Tudi zato, seveda pa tak, bi rekel, ideološki pristop, ki v evropski parlamentarni prostor preslikava slovenski politični aktualni trenutek, cel koristi dvema največjima strankama, aktualnima strankama. Ena je bo vlada, druga pa opozicija. In da se bojim, da bo tak pristop demotiviral ljudi, ne bodo šli na volišče. Torej, Evropski parlament ni prostor ideoloških bojev, Evropski parlament je prostor sprejemanja najboljših rešitev za kvaliteto življenja ljudi, evropskih državljank in državljanov, s tem pa tudi Slovenk in Slovencev. In naša želja je, da bi se v naslednjih 14 dneh kampanja bolj preusmerila v vsebinske teme. Hvala.